prva zgodba je bila pravzaprav objavljena na radiju Slovenije. Mislim, da sem bila stara okrog 15 let, ko sem napisala zgodbico in jo poslala na radio za Lahko noč otroci. In zgodbico so potem tudi prebrali in to je bil tak strašen uspeh. Moj oče je posnel zgodbico, takrat smo imeli še kasete pa kasetofone in potem so vsi obiski, ki so prišli, to poslušali in to se mi je zdelo tako blazno fino. In potem sem takoj napisala še 2 radijski igri. Seveda pa je radijska igra malo bolj zahteven žanr, jaz pa sem bila še zelo mlada in seveda jih niso uprizorili oziroma posneli. Me je pa takrat dramaturginja povabila na klepet v svojo pisarno, kar se mi je zdelo tudi neverjetno. In potem mi je prinesla cel pok radijskih iger in je rekla, vidiš, te so dobre, malo si poglej, malo si preberi, kako izgledajo. Očitno se je zdelo, da sem nek talent. In potem sem jaz sedela v njeni pisarni, majhni, nabasani pisarni in sem gledala čez okno in sem si mislila, to bi jaz počela v življenju. In potem, ko sem šla ven, ona je nekam odletela, imela drugo delo, ko sem šla ven, sem zaprla vrata in sem pogledala gor napis diplomirana dramaturginja. In takrat sem se odločila, da hočem študirati dramaturgijo. Začela pisati, zdaj, ko razmišljam za nazaj, je verjetno veliko vlogo imel pri tem tudi moj oče. Ne zato, ker bi si on to želel, ampak zato, ker je mi je kar naprej pripovedoval razne zgodbe o duhovih, o ravpšicarjih, o tem, kaj se je dogajalo s pradedkom in prababico v Ameriki, o fantovskih pretepih, o dušah umrlih, ki so se vračali. Skratka, en kup je bilo enih takih zelo zanimivih zgodb, ki sem jih celo otroštvo poslušala. Mislim, da se to nekam usede, nekam vate in potem se počasi to nekako kompostira in mogoče se tako rodi pisatelj. Veliko likov v Groznovilci pravzaprav posnetih tudi po resničnih osebah, seveda karikiranih. Naprimer, moja prababica. Moja prababica je bila zelo zanimiva ženska. Jaz jo poznam samo po pripovedovanju, zaradi tega, ker je umrla, preden sem se jaz rodila. In vem, da je učitala mojemu pradedku, da niti ne kadi, niti ne pije, niti nima uši, niti nima klopov. Kak moški sploh je? Groznovilca si je izmislil moj 3-letni sin. Nekoč nekega večera je pel Groznovilca, 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 Groznovilca in ko sem ga vprašala, ste to brali v vrtcu, je rekel ne. In potem sem preverjala z Googlom in res, na Googlu še ni bilo Groznovilca in sem si jo jaz potem prisvojila. Ampak pri nas spoštujemo avtorske pravice, zato je dobil veliko škatlo Lego kock. Ko pa so jo igrali leta 2015 v Lutkovnem gledališču Ljubljana, me je na premieri vprašal, kdo pa je direktor tega gledališča. In seveda mi je bilo to vprašanje malo čudno in sem rekla, zakaj pa rabiš direktorja? In je rekel, zato, ker se še nisva zmenila glede avtorskih pravic. Kar pa se pošasti tiče, pa mi je idejo dal en Martinov sovrtičkar po imenu Filip. In sicer nekoč, ko so se otroci zunaj igrali, mi je na smrt resno razlagal, da pod njegovo posteljo živi pošast. In bolj, ko sem ga jaz skušala prepričati, da gotovo ni pošasti pod njegovo posteljo, bolj je on prepričeval mene, da je. Tako da na koncu sem se odločila, da mu verjamem. Groznovilca je nastala ene strašne zime. In sicer v Kostelu, to je v vasi pod Koželjsko steno, od koder izvira družina mojega očeta. In tam so nastale prve zgodbe o Groznovilci. In potem sem v tem
v tej vasi, ki je ena taka čarobna vas pod Koželjsko steno, začela pisati zgodbico o groznovilci. Groznovilca je priskakljala iz gozda, ker tam vse naokrog je gozd, bili so zameti, nikjer ni bilo nikogar, samo tu pa tam se je slišalo kako drevo, ki je padlo v gozdu, in tako so nastale prve groznovilčine zgodbe. Potem pa sem groznovilco in divjo zimo napisala enega vročega poletja, tudi v tej vasi, ker ta kostel in ta okolica je zelo, iz nje dobivaš ideje, namreč tam ima vsak kamen svojo zgodbo, in tudi, če slučajno kdo ne ve, čarobna mivka zares obstaja. Čarobna mivka je pravzaprav, jo najdemo v eni jami na robu kostela. Ne bom povedala kje, ker vsi vemo, da čarobno mivko ni ravno dobro trositi naokrog. Nastala pa je tako, da je v tisti jami gnezdil hudič. In potem, ko je hudič odšel, je tam, kjer je on ležal, ostala črna mivka. Groznovilca pravzaprav živi eno svoje življenje. Mislim, da je zlezla iz knjižnih platnic in sedaj pravzaprav neodvisno od mene mašira po svoje. Naprimer, letos sem dobila nagrado na makedonskem festivalu v Skopju. Zaradi korone smo seveda vsi ostali doma, groznovilca pa je z veseljem odletela tja, in kot mi je kasneje povedal direktor festivala, je bila glavna zvezda v Skopju. Potem je iz Skopja šla naravnost v Rusijo, se je tam potikala po knjigarnah in knjižnicah, in jo potem iz Rusije mahnila v Ukrajino, ker tudi v Ukrajini izide prvi del groznovilce, oziroma je šel letos. No, in ko je opravila in ko je zaključila ta obisk, vse med korono seveda, in ko je zaključila ta obisk v Ukrajini, jo je mahnila, ne boste verjeli, naravnost v Mongolijo, ker tudi tam izide prvi del groznovilce. In potem, ko preveri vse prevode in pogleda, če je vse lepo in prav, gre naprej. Tako da groznovilca je tako prepotovala zdaj že 17 držav, oziroma nekatere bojo šele išle, ene so že išle. Sem pa zelo vesela, da je šla tudi pri veliki nemški založbi S. Fischer, pa pri veliki ruski založbi, pa pri veliki srbski založbi. Tako da upam, da bo še naprej navduševala svoje male bralce po vsem svetu.